Lepo pozdravljeni. No, mi bomo pa malo, jaz bi želela malo o trajnosti povedati, kako smo se mi tega lotili v praksi. Tako. Konoplji in beton, oziroma gradnja s konopljo. Že v Egiptu so pri gradnji piramid začeli uporabljati materiale iz konoplje. Znani so tudi že primeri v Indiji in tudi na Japonskem, kot vidite na sliki, je stavba, ki je najstarejša stoječa hiša z konopljnega betona, stara kar 320 let, tako da mogoče, hvala, se zdaj bolje sliši. Tako da mogoče v štartu že nekako zgubimo tisti predsodek, da gradnja s konopljo ni dolgotrajna. Mi smo se nekako trajnosti v podjetju Evitel lotili že pred 5 leti, ko smo začeli na Goričkem v Sloveniji lotili projekta v okviru turizma. To pomeni, kupili smo stare prekmurske hiše, ki so bile pravzaprav pred propadom, in smo se nekako lotili obnove teh hiš. Na koncu pa zaključili z 2 novogradnjama iz konopljnega betona, o katerih vam bom malo več povedala. Video bi prosila. Hvala lepa. Tako, pardon, naprej bi mogla iti. Tako, zdaj glede tega, kako smo se mi tega projekta lotili, je bilo tako, da se nekako z materiali, ki smo jih ponovno uporabili v prenovi naših hiš, smo dejansko pripomogli k temu, da nismo dosti novih stvari kupovali. Druga stvar je, lotili smo se izgradnje fotovoltaike. To pomeni, da smo nekako 30% samooskrbni v naših apartmajih. Glede varovanja kulturne dediščine, naravne dediščine, bi rada povedala to, da smo zelo veseli, da smo hišo, ki so jo naši predniki zgradili, prej že obnovili tako, kot je bila zgrajena nekoč, in potem nekako to nit vlekli naprej z tem, da smo hoteli zaključiti nekako z gradnjo prihodnosti, kar verjamemo, da gradnja iz konoplje tudi je. No, to zdaj začela bi potem s to hiško, ki je nekako naša prva hiša zgrajena iz konopljnega betona. Arhitekturno zasnovana tako, da je nekako najmanjša kvadratura z najboljšim izkoristkom. Smo seveda v osrčju Krajinskega parka Goričko in izkušnje kažejo, da gostje, ki prihajajo k nam, nekako dajo zelo dober feedback ali pa zelo dobro mnenje, da so se krasno počutili v tej hiši, mogoče ne samo zaradi arhitekturne zasnove ali pa da smo v okolici, kjer ni zvočnega in svetlobnega onesnaževanja in sredi gozda, mogoče tudi zato, da je bivanje v hiši iz konoplje zelo prijetno. No, tu še imamo sliko, kako ta hiška izgleda odznotraj. Vse skupaj je nekje 42 kvadratov velika, zgoraj je na spalni prostor, pod tem prostorom je kopalnica, majhna kuhinja in pa nekako dnevni prostor. Zakaj smo jo oblekli v trstiko? Je zato, da se čim bolj približamo Kritini, ki je bila v Prekmurju znana nekoč, in da glede same izolacije ne bi bilo potrebe, ampak nekako tako, da se čim bolj umesti v ta naš prostor.
Potem naša začetna prenova je bila ta hiška, s katero smo sploh bili navdihnjeni za pot v turizem. Ta je bila na začetku nekako takole, kot jo vidite na zgornji sliki. Bila je potrebna obnove in potem smo se nekako lotili tega tako, da smo posegli seveda po naravnih materialih, ki so jih naši predniki uporabljali nekoč. To je ilovica, slama, les, tudi potem pokrili smo jo s trstiko, tako da je arhitekturno pa jo nismo nič geberitno, oziroma nismo geberitno nič spreminjali. Tako nekako izgleda tudi potem od znotraj. Pohištvo smo probali kar se da restaurirati. V tej hiši je poleg omar, postelj tudi restaurirana tale delovni pult mizarski, ker očitno so se ti ljudje, ki so živeli tukaj, ukvarjali z mizarstvom, tako da res vse, kar se je dalo, smo ponovno uporabili. Seveda smo dodali tudi talno gretje, kar je nekako za komoditeto danes nujno potrebno. Drugače pa je v njej zelo prijetna klima. Poleti je hladna, pozimi se kar hitro segreje in je nekako ta hiša bila navdih za to, da ohranjamo in se poslužujemo naravnih materialov tudi naprej. Potem ta druga slika spodaj, kjer je bazen, to je bil nekoč hlev in ta hlev smo prenovili. Dejansko to je zidan objekt, ima velbane stropove, no ta je bil, dodali smo samo izolacijo iz kamene volne in na streho dodali fotovoltaiko. Tako, tu še vidite par slik, kako izgledajo na primer uporabljeni materiali še v praksi. No, tu bi pa mogoče malo par besed namenila temu, kako je sama konopljina gradnja potekala. Nekako pred 7 leti, ko smo se začeli ukvarjati z to prenovo teh hišk, je bilo zelo težko najti in izvajalce in sploh ljudi, majstre, ki so sploh se hoteli lotiti neke take ideje. In na koncu nam je uspelo najti te ljudi in hiška je nekako po 8 mesecih bila od talne plošče do konca tudi zgrajena. Poleg tega imamo še tak skedenj, ki je bil tudi prenovljen. V tem skednju želimo nekako ljudi osveščati, kako je gradnja lahko trajnostna, kako lahko z uporabo zdravih naravnih materialov bivamo v sožitju z naravo, kako lahko uporabimo na primer konopljo kot odličen gradbeni material v gradnji privat stanovanjskih hiš, v gradnji drugih objektov in da ni nobenih ovir pri tem. Tu je še ena slika s ponoči. No, drugače pa smo zdaj v juniju, konec junija, imamo otvoritev še nove konopljine hiške, druge, ki ne bo dejansko enaka, identična tej prvi, ampak bo pokrita z lesom in nekoliko notranjo razporeditev smo spremenili. Tako, zdaj bi pa kolega Primoža povabila še, da še pove malo o sami gradnji s konopljo. Hvala. Lep pozdrav tudi z moje strani. Hvala, Nataša, za dober uvod. Moje ime je Primož Zorec. Sem lastnik podjetja Kogrin. To je podjetje, ki nudi celosten pristop izvedbe gradenj iz konoplje. To pomeni, samo sekundo. To pomeni, mi nudimo tako svojim strankam celostno storitev, pomeni samogradnjo in inženiring, ker pa konoplja
kot izolacija, pomeni kot izolacijski element, predstavlja ovoj same lesene konstrukcije skeletne. Pri tem uporabljamo tudi vse obstoječe tehnologije, kot so sončne celice, kot je ogrevanje s pomočjo nizkotemperaturnih sistemov, to pomeni toplotne črpalke in tako naprej. Skratka, hiša je v popolnem smislu sodobna, s tem, da je pri tem uporabljeno kar se da največ naravnih materialov. En naš glavni prepoznavni naravni material je, kot je že Nataša omenila, konoplin beton. Pri tem, samo trenutek, naša vizija tako seveda združiti eno, pomeni na eni strani zelene tehnologije, na drugi strani pa naravne gradbene materiale. In tako strankam oziroma ljudem ponuditi najboljše možne bivalne pogoje. Samo sekundo. Zdaj, kakšno veliko je pač dileme, kot je že mogoče eno izhodišče, je gospa dr. Šijančeva nakazala, kar se tiče trajnostnih kazalnikov, drugo je malo gospod Tomšič omenil neke dileme okrog tega. Zdaj, naše izhodišče, kako predstaviti neke prednosti gradnje s konopljo, je, da pač nekako poznamo difuzno odprte pa difuzno zaprte sisteme gradnje. Zdaj, difuzna odprtost pomeni, da je v bistvu je sposobnost prehajanja vodne pare, ki je bila včasih celo nekako del same tehničnih smernic. In v bistvu mi ponujamo difuzno odprte sisteme, kajti vsi elementi, ki so, bi rekel, nad, da rečem, temeljno ploščo, predstavljajo popoln prehod vodne pare, tako konoplin beton, kot zaključni sloji, kot so lahko les, apno, ilovica in tako naprej. Zdaj, konoplin beton je mešanica apen in pa konopljenega pezdirja. Konopljen pezdir je oleseneli del same konopljine sredice. Drugi recimo gradbeni proizvodi, kot vidimo, iz konoplje so tesnilni trakovi, toplotno-izolacijske plošče, kot so kamena volna, in pa seveda vse več vidimo nekih novih produktov v svetu, v državah kot so Francija in tako naprej. Kot sem že omenil, tudi predstavljajo precej